Evo, dobro jutro na našem jutranjem klepetu. Danes je ena ful zanimiva tematika in sicer sem se želela dotakniti tematike oziroma imam zate vprašanje, ali prodajaš metodo ali prodajaš rezultate. Zdaj, zakaj mi je to vprašanje tako zelo pomembno? Je v bistvu zaradi tega, ker od tega vprašanja je zelo odvisno tudi, koliko potencialnih strank sploh pride do tebe, koliko ljudi te sploh sliši, kaj mislim s tem sliši, ali ko pošleš maile, ali ko objaviš na družabnih omrežjih, ali ko imaš objavljeno vsebino na spletni strani, je potem razlika, ali od te vsebine je nek efekt, ali pa so samo čirički oziroma tišina. In glede na to, kaj prodajaš oziroma o čem ti večinoma govoriš, te bodo ljudje tudi se s tem povezali in te znali slišati. In kar jaz vidim zelo pogosto je, da podjetniki, ki pač niso mogoče zadovoljni za svojo prodajo ali pa z dosegom idealnih strank in tako naprej, je običajno velikokrat težava v tem, da prodajajo svojo metodo namesto rezultatov. Pa da ti bo bolj jasno, greva kar pogledati en primer. In sicer, če vzameva za primer, naprimer nekega life coacha, ki se ukvarja z NLP metodo, recimo dela po NLP metodi, in zdaj, če tale coach bi govoril samo o NLP metodi ali pa NLP coachingu in da je to super in tako govori in se fokusira na to metodo. Zdaj, če pa mi to sporočilnost torej obrnemo in spremenimo in se fokusiramo na rezultate, bodo pa ljudje seveda nas hitreje in bolj slišali, ker bodo jim zastrigle ušesa in bodo rekli, ja, točno to si želim. Primer, če ti dam, da bi recimo jaz ponujala NLP coaching ali pa življenje brez strahu, brez omejujočih prepričanj, ki te držijo nazaj. Kaj bi izbral oziroma kaj bi ti bolj bilo, ja, to pa želim več zvedeti, Verjetno to drugo. Če pogledava še en primer, na primer za fitness, pa da imamo recimo 12-tedenski somatski trening, da je to tvoja metoda, po kateri delaš, kar ponujaš. A bodo ljudje kupili 12-tedenski somatski trening raje, ali misliš, da bojo raje kupili, če jim rečeš, da prodajaš zaplešimo pa shujšamo v 12 tednih. Vidiš, upam, da so primeri dovolj jasni, da razumeš, kdaj prodajamo torej metodo in je v fokus metoda in kdaj so v fokusu torej rezultati naše stranke. Verjetno lahko opaziš, da je veliko bolj privlačno za vse verjetno nas ljudi ali pa veliko večino to, kadar govorimo o rezultatih, katerih si želimo doseči in ko tudi slišimo o nekih rezultatih, damo takoj večjo pozornost. Druga zadeva, ki pa je zelo pomembna, pa je tudi ta, da mogoče obstajajo tvoje idealne stranke, ki potrebujejo točno tvojo rešitev, ampak mogoče metode, po kateri ti deluješ, ne poznajo. Ali pa ne poznajo sploh metode, ali pa ne poznajo, da tudi ta metoda lahko prinese te rezultate, ki si jih želijo. In če ti govori zmeraj samo o metodi, potem sploh niti te tvoje idealne stranke, ki so lahko zelo idealne, ne bodo niti slišale tega, ker bodo mislile, da to ni za njih, ali pa ne poznajo. Ampak seveda to ne pomeni, da bomo zdaj mi skrivali metodo, po kateri delamo, ampak je fajn, da v bistvu ni metoda torej na prvem mestu, ampak je nekje v ozadju oziroma seveda seznaniš ljudi, če je to pomembno, po kateri metodi boš deloval oziroma delovala. Največji problem, ki ga jaz vidim, pa je ta, da je v bistvu ta metoda namesto, da bi bila nekje samo omenjena, je v ospredju. In seveda tako tudi potem težko izstopiš iz konkurence, ker verjetno več ljudi dela po isti metodi ali pa po nekih znanjih določene osebe in če vsi delate po neki metodi, potem v bistvu ni nekega bistvenega razlikovanja oziroma je težko sploh videti, kakšno je razlikovanje. Tako da, evo, jaz imam zate danes eno vajico, da pomisliš, a je tvoj fokus metoda, ko govoriš o svoji prodaji oziroma ko govoriš o svoji ponudbi, ali je tvoj fokus na rezultatih. In bom zelo vesela, če zapišeš spodaj v komentar, tudi če
ugotoviš, da tudi ti mogoče se najdeš v tem, da veliko govoriš o metodi, da poskusiš zdaj to spremeniti in lahko v komentar potem napišeš prej pa potem tvojo sporočilnost, pa bom z veseljem tudi to pokomentirala. Evo, tako da, hvala ti za zdaj, se vidimo kasneje. Čau, čau.